Lepo pozdravljeni zdaj še v malce bolj tehničnem delu kriptopulza. Najprej si bomo seveda pogledali, kakšno je stanje nekako celote kriptotrga. Tukaj gledamo zdaj CoinMarketCap in delali bomo primerjavo s prejšnjim tednom. In kot vidimo, smo tukaj v primerjavi s prejšnjim tednom kar lepo zrasli. Bitcoin je namreč zrastel za skoraj 11%, Ethereum za 12,5%. Na to imamo BNB, ki je tudi zrastel za skoraj 11%, Solana tudi za dobrih 11%, XRP za kar slabih 40%, torej 38,85%. Toncoin je, kot kaže, edini izmed te deseterice, ki je padel za slab odstotek. In na to imamo še Dogecoin, ki se je povzpel za skorajda 15%, Cardano pa za skorajda 17%. Zdaj si pa pogledamo malček podrobneje še Bitcoin. Tukaj pred nami je dnevni graf, imamo Bitcoin napram ameriškemu dolarju in če se morda spomnite iz prejšnjega videa, smo tukaj označili tale dvojni vrh, ki je medvedji vzorec, se je tudi lepo izvedel. Ga bom kar izbrisal, da nam ne bo smetil tukaj. Izpostavil sem tudi tole trend linijo, ki smo jo večkrat zadeli in naposled smo jo potem tudi tukaj prebili in smo dobili tole lepo rast. Zdaj, bal sem se tudi tukaj, da bomo morda naredili kakšno skrito medvedjo divergenco, kar bi pomenilo, da bomo nadaljevali s padanjem, ampak očitno je bila ta bikovska divergenca tukaj dovolj močna, da se je zgodil preobrat in da smo prebili tole trend linijo tukaj. Jo bom kar zbrisal, tako da imamo lep čist graf. Torej, kot sem že omenil, imeli smo tole bikovsko divergenco. To pomeni, da smo imeli tukaj dno in nižje dno v gibanju cene, medtem ko pri RSI smo imeli dno in višje dno. Kaj pa zdaj? Trenutno se stikamo s kar pomembnimi mejami. Imamo tole ta prvo, kjer zaenkrat kaže, kot da naj bi bili malček zavrnjeni. To je na 65.000. In naslednja, ki nas čaka, je tale meja tukaj na okoli 68.000, ki je pa tudi neckline meja tegale dvojnega vrha. Te meje nekako mi še nismo testirali za prav. Tako da zdaj bo treba videti, če bomo mi doživeli kakšno zavrnitev od teh mej in če bomo, kaj se bo zdaj tokrat zgodilo z mejo 60.000. Zdaj smo jo namreč ponovno osvojili in če se vrnemo dol, jo moramo obdržati. RSI zaenkrat ne kaže nobenih takih posebnosti. Imamo pa stokastik RSI, ki je trenutno prekupljen. Morda se bo zdaj kaj križal navzdol, ampak če pogledamo tukaj v preteklosti, vidimo, koliko časa se lahko zadržujemo tukaj v prekupljenem območju in ves ta čas je bila tudi kar konkretna rast. Dajmo si pogledati še Ethereum. Tukaj imamo torej Ethereum napram dolarju, tudi dnevni graf in situacija je na nek način podobna. V prejšnjem videu smo označili tudi tale padajoči trikotnik, ki je medvedji vzorec sicer, ampak tukaj vedno ponavljam, padajoči trikotniki imajo tam nekje 55% izvedbe, to je še kar malo. Zelo hitro se lahko spremenijo v vzorec dvojnega dna, ki je pa bikovski, tako da zdaj moramo tukaj spremljati, kaj se bo zgodilo. Imeli smo odboj od tele horizontalne linije in zdaj se stikamo s to zelo pomembno mejo,
ki se trenutno nahaja tam nekje na 3500 pa do 3600. Kar me malček skrbi, je pri tej zadnji rasti imamo zelo mali volumen. Tako da to me malček skrbi, mogoče bomo od tukaj zdaj zavrnjeni in potem bo treba spremljati spet tole mejo na 2900, kaj se bo tukaj dogajalo. Če pa biki le osvojijo tole mejo na okoli 3500, bi bila naslednja meja oziroma naslednja tarča interesa tole tukaj na okoli 3900. To mejo bi morali tudi biki osvojiti in jo prebiti, zato da se potem izvede tale bikovski vzorec dvojnega dna. Torej, kaj morajo narediti biki? Najprej morajo prebiti tole padajočo linijo tukaj, da invalidirajo padajoči trikotnik, ki je medvedji vzorec. Nato morajo osvojiti, prebiti tole mejo na 3900, jo bom kar označil, da se bo lažje videlo. To je od 3800 do 3900 nekje. Torej, prebiti in nato na njej narediti podporo in tako potem dobimo potrjen vzorec dvojnega dna. V nasprotnem primeru, če medvedi prevladajo in le izgubimo tole mejo tukaj 2900, pa lahko padamo vse do 2300. Tako da ja, bo kar zanimivo za spremljati, zato se ne pozabite naročiti na kanal, da ne boste kakšnega videa zamudili. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.